Lepo pozdravljeni v imenu Društva slovenskih književnih prevajalcev na prvem letošnjem dogodku, ki pa se navezuje v bistvu na delo z prejšnjega leta. Gre namreč za predstavitev projekta Wikipedije, ki ga pripravljajo avstrijski kolegi, ki so danes z nami, tukaj jih vidite na galeriji. Pa da najprej predstavim tim, ki pripravlja gesla v nemški Wikipediji, predvsem izpopolnjuje škrbine, kar se tiče slovenske literature, pripravlja gesla na temo slovenskih literatov, prevajalcev, kulturnih institucij in širše. In da preidemo k samemu projektu in o vsebini bomo spregovorili v naslednjih 50 minutah, bi na začetku predstavila, kot rečeno, vse 4 sodelavce. Najprej je tukaj dr. Ervin Köstler, iniciator in koordinator projekta, sicer izjemen prevajalec in prevodoslovec, literarni teoretik, prejemnik tako Laurinove diplome kot avstrijske nagrade za prevajanje in nagrade Fabiana Hafnerja. V timu pa so še kot glavni urednik Felix Kohl in sodelavki Martina Erhardt in Liza Riger, vsi prevajalci, slovenisti, slavisti, skratka vsi povezani na tak in drugačen študijski in profesionalni način s slovenskim jezikom. Pa da ne izgubljamo časa, bi predlagala, da kar začnemo s prvim vprašanjem. Wikipedijo pravzaprav skorajda lahko rečem vsak, ki ima doma internet, pozna. Vsak je tudi že brskal po Wikipediji in vem, da v strokovni javnosti obstajajo o Wikipediji zelo različna mnenja. Eni sprejemajo Wikipedijo kot relevanten vir, drugi Wikipedije ne sprejemajo kot relevantnega vira, zaradi tega, ker pač lahko v Wikipediji objavlja vsak. Ervin, mogoče kar vprašanje, pa čeprav se bomo tikali, ker se poznamo in smo tudi večkrat sodelovali skupaj. Vprašanje najprej zate. Zakaj se ti je zdelo pomembno, da odpravimo škrbine na teh tematskih področjih, torej slovenske literature, prav v nemški Wikipediji? Zakaj se ti ta vir zdi za nemško govorečo področje pomemben? Ja, hvala za uvod, Tanja. Govorila si o relevanci tega medija in mislim, da je to stvar vidika. Ja? Če gledam na samo akademsko relevanco, je to seveda morda nekaj neoprijemljivega. Drugače pa se relevanca je tudi stvar uporabnosti. Če se ta vir na veliko uporablja, je relevanten. In mislim, da naša naloga je tudi, če pišemo v Wikipedijo, je, da damo substančne informacije na visokem nivoju. In to je naš namen, polniti luknje v posredovanju slovenske literature, graditi mrežo informacij, ki je ki bo uporabna za vse, ja? In to na visokem nivoju v bistvu. Mislim, da je Wikipedija relevanten vir, seveda, ker se uporablja vse vprek. Tudi jaz uporabim Wikipedijo za hitro informacijo. To ni nobena škoda ali pa sramota, da tako delamo. Na drugi strani pa imamo celo vrsto,
nepomembnih informacij tam, ne, ampak pomembne informacije o slovenski literaturi še vedno manjkajo. Zato nam gre. Če lahko ta zadnje sprejmem kot iztočnico za nadaljnje vprašanje in sicer, kaj je bilo v nemški Wikipediji pred letom 2020 in kaj je bilo treba izpopolniti oziroma kako si si pravzaprav kot iniciator projekta zamislil projekt? Glavna zadeva je bila, da bo evidentirano vse da bo evidentirano vse, kar je že prevedeno v nemščino. To je bil glavni, dostop do tega projekta, ne. Ker sem videl, da včasih imamo gesla, ne, o nekem avtorju, ki so zelo površna ali pa ne podajo konkretnih informacij, kaj je dosegljivo, kaj lahko kupim, katere knjige, naprimer, ne, kaj je prevedeno sploh, morda tudi v druge jezike, ne, če gre za veleavtorje, tako rekoč, ampak tudi pri zgodovinskih avtorjih, ne. Včasih so ta gesla zelo ohlapna, bi rekel, ne, ali pa tako prepisana iz nekih učbenikov, ne, da v bistvu sploh niso uporabna. Za nas sploh ne. Mislim, da komaj za Slovence. Ja? In to odpraviti, to je bil glavni namen tega, ne. Mislim, ja, morda bo Felix nekaj povedal tudi. Ja, ravno sem mislila podati besedo Felixu. Felix, kako ste se v bistvu vsebinsko lotili projekta? Kako si razdelil, kaj si pregledal, kaj je bilo treba popraviti, dodati in kaj je bilo treba na novo napisati? Ja, v bistvu je bila slika pred projektom zelo heterogena, kar se tiče člankov, ker smo imeli pač v povezavi z slovensko literaturo. So članki, ki so že zelo dobro napisani, drugi članki so napisani, to je tudi princip Wikipedije, ne, da ti lahko nekaj ustvariš, napišeš en članek, ampak ne rabi biti popoln, ne, ker s tem pozivaš druge k sodelovanju in na tem principu tudi temelji. In se je videl, da so pač nekateri članki napisani. Pri enem članku, vem recimo pri članku Franu Levstiku, je nekdo, ti lahko komentiraš vse spremembe, nekdo je napisal, ja, to je zdaj pač prvi poskus, ne, in se je videlo, da je ta oseba prevedla informacije slovenščine in sicer narobe prevedla in ta članek je bil zelo dolgo na Wikipediji brez popravkov in zato je bilo treba pač res nujno treba popraviti te stvari. Seveda smo se pač na začetku osredotočali bolj na članke, pač na avtorje, o katerih še ni bilo člankov oziroma pri katerih je bilo stanje res akutno, ne, ko je bilo res zelo nujno treba popraviti stvari. Ja, in mislim, da smo po eni strani ustvarili čisto nove članke, zelo obsežne in dobre, kar se tiče novejših, sodobnih avtorjev, ampak tudi kar se tiče starejših avtorjev, da smo našli neko dobro sredino, ne, da imamo neko dobro mešanico iz obojega. Ne samo avtorjev, ampak tudi prevajalcev, prevajalk, ne, to je tudi en važen vidik, ne, da nastane ena celotna mreža, tako rekoč posredovanja, tudi ali pa tega polja posredovanja, na katerem se vsi gibamo. Ne. To bi bilo to je to v bistvu. Kako ste si pa potem konkretno delo razdelili? Tukaj tudi vključujem Martino, Tine Erhard in Lizo Riger, ki sta prav tako skupaj z Ervinom in Felixom pripravljali gesla. Kako je konkretno delo potekalo? Kaj so bile tiste prve, bom rekla, prva gesla? No? Kaj je bila ta prva skupina gesel iz leta 2020?
Če lahko rečem, mislim, jaz sem dobila seznam avtorjev, avtoric, prevajalk in prevajalcev in sem se izbrala osebe, o katerih hočem pisati. In dejansko sem si izbrala osebe, s katerim imam neko posebno ali osebno povezovanje, ali mi je avtor ali avtorica poznana po imenu, ali sem morda še besedilo prevajala od njej ali od njega. En avtor je na primer Ata, prijateljica iz Ljubljane, en drug avtor je moj mentor iz Dunajske univerze. In ja, zato sem si izbrala osebe in sem začela raziskovati. Lisa, pri tebi? Ja, pri meni je bilo v bistvu podobno. Mislim, da sem bila zadnja, ki je pač prišla k projektu in sem tudi dobila seznam z imeni. Takrat je bilo seveda še nekaj dodeljenih. In moja osebna izbira je potekala tudi tako, da sem iskala avtorice in avtorje, s katerimi sem se pač že ukvarjala, bodisi zdaj v okviru nekega predmeta na fakulteti ali v prostem času in nekako se mi je zdelo tudi pomembno, da poznam vsaj eno delo avtorja, najboljše še več. In ja, tako da se stvari ne lotim popolnoma brez predznanja. In ja, zato na podlagi tega sem se jaz odločila za svoja gesla, ki so bolj sodobne avtorje, so bolj sodobni avtorji in avtorice, ampak sem precej zadovoljna doslej. Še nekaj nadoknadim, ker moj lastni pristop k temu je bil čist podoben v bistvu, ne? Ker sem pred leti, mislim leta 2017, sem že kontaktiral svoje kolege in kolegice, prevajalke in prevajalce, naj vse napišejo članke o teh avtorjih, ki jih sami prevajajo, ne? Da imamo nek fundus, iz katerega lahko črpamo, ne? Ker tega je manjkalo, ne? Nekaj, mislim, vedno so neka nova imena, kot na primer Dino Bauk ali neke take stvari, ne? Ampak nimamo nobene informacije o njih, ne? Ampak takrat enostavno nisem dobil odgovora, ne? Ker moji kolegi enostavno se niso oglasili, ne vem, nihče ni imel časa ali pa volje to narediti, jaz pa sem. Ja? Jaz sem začel napisati članke vsaj o nekaterih svojih avtorjih, ne? Avtorjih, ne? In ti so bili objavljeni tudi, ne? To je bil začetek tega, ne? Včasih so kar obsežni, mislim, da so kar informativni tudi, ne? In to je bil, ne vem, kako bi rekel, nek model, kako bomo nadaljevali, ne? In potem pa se je tako razvilo, ne, da je DSKP potem prijavilo projekt, ne? In zdaj pa imamo možnost, da ne samo brezplačno to delamo, ne? To je važen aspekt, čeprav je honorar, tako bi rekel, je bolj simbolni honorar, ne? Ampak to ustreza povsem navadam pri, ne vem, leksikografskih inštitucijah ali kaj, ne? To ni nič nenavadnega, ne? Ampak mislim, da je to fina zadeva, ne? In tudi motivira, da dobiš tudi sodelavke, sodelavce, ne? To je.
Mogoče o sami viziji projekta malo kasneje bi pa eno stvar vprašala na tem mestu, in sicer, kaj je bilo tisto ta glavno vodilo teh gesel, ki ste jih pač popravljali, pa dopolnjevali, pa na novo pisali. So bile to že neke povezave avtorjev z nemškim okoljem v smislu, najprej bomo naredili, podelali avtorje, ki imajo recimo nek prevod že v nemškem jeziku. Je bilo to vodilo ali so bile kakšne druge smernice? Kaj bi rekli, mogoče Felix? Ja, absolutno. Zdaj smo imeli same avtorje, ki že imajo prevode, oziroma pri Nataši Kramberger recimo že prevod pač zdaj v nastajanju, nima še prevoda, ampak je tudi relevantna avtorica za nemški prostor. Ampak seveda, to je bil pogoj, da obstaja vsaj en prevod. In smo to seveda tudi poudarili v članku. To nam je bilo zelo pomembno, da se poudarja, kaj je vse v nemščini, če je mogoče kakšna druga povezava z nemščino. In zato je bilo tudi pomembno evidentirati prevajalce, da iz tega nastane neka celotna slika, da če se potem navedejo tudi prevajalci, da imajo bralci tudi informacije o teh prevajalcih, tudi da nastane neka celota. To nam je bilo zelo pomembno. Zdaj pa mogoče nekaj, kar se nekoliko odmika v vprašanju od same Wikipedije, ampak velikokrat zdaj sploh, ko potekajo pač pogovori v zvezi ali pa o predstavitvi na Frankfurtu pa na Bologni pa to, se mi zdi, da ima vsak narod nek svoj pogled na to, kaj je v neki literaturi recimo pomembno, kateri avtorji so pomembni, kateri ne. In glede na to, da se vsi v bistvu ukvarjate s slovensko literaturo, da jo berete, da je neposredno dostopna za vas in pač veste, kateri avtorji, če obstajajo, pa recimo še nimajo nemškega prevoda, se vam zdi, da je to, kar je bilo do sedaj prevedeno, še škrbinasto, ne glede na Wikipedijo, ampak v smislu nekega slovenskega literarnega kanona? Zdaj, mogoče to malo kompleksno vprašanje. Ervin, če lahko tebe izzovem, ki imaš najdaljšo kilometrino v prevajanju. Ja, morda malo provokativno bi rekel, da to ni noben kriterij za izbor, če je kak avtor ali kakšna avtorica znana ali zelo brana v Sloveniji. To ni prvi kriterij. Mislim, da so manj znani avtorji, ki imajo pa svoje prevode, in ki jih zato predstavljamo v nemškem govornem prostoru, ker so tu bolj znani kot na primer v Sloveniji že. To se lahko dogaja. Zame je to prav zanimivo, da tako funkcionira. In ni vedno tako, da to, kar vi smatrate za vrhunska dela ali kaj, da to smatrajo tudi za vrhunsko pri nas. Ni nujno to. To nič ne povejo o kakovosti knjig ali teksta, nič, sploh nič. Samo o, tako bi rekel, o funkciji ali pa o poziciji nekega teksta v nekem kulturnem polju. Za to gre. Ja, kaj pa recimo? Ja, Felix, kar? To je tudi to, kar je Ervin povedal. Jaz to vidim na nek način tudi kritično, zato ker sam obstoj nekega gesla, članka na Wikipediji, avtomatsko proizvaja neko pomembnost, oziroma vtis pomembnosti. To, če oseba, ki se ne spozna na slovensko literaturo, če vidi, da obstaja članek, ki je mogoče še obsežen,
zdaj je mogoče celo članek o Ani Schnabel bolj obsežen kot članek o Lojzetu Kovačiču, zato ker se tega še nismo lotili. In to vidim tudi kot problem. Ne? Tega ne smemo zanemariti, ker to je pač glavni problem pri biografskem pisanju. Izpostavljamo neke avtorje, ampak je treba paziti tudi na to, na dejansko relevantnost. To je splošni problem, tudi splošni problem znanosti, da tudi kot opazovalci spremenimo objekt opazovanja. Ne? Seveda, no? To je treba upoštevati. Ne? Ampak jaz sem še vedno govoril o izhodiščih, ne pa o tem, kar dejansko lahko dosežemo, ne? To, kar mi delamo zdaj. Mislim, da je to, da ustvarimo kak standard, ki je lahko uporaben za naprej. Ja? Kak standard teh wikipedijskih člankov, na katerem se lahko gradi naprej. Ja? In kot smo že povedali, saj Wikipedija je dostopna vsem. Vsak človek lahko piše svoje članke noter. Ni naša naloga, bi rekel, da tu ustvarimo neko popolno enciklopedijo slovenske literature. Tega enostavno ne moremo doseči. Ni možno. Ampak lahko ustvarimo neko mrežo, ki je, ne vem, trdo dovolj, da nosi tudi to, kar še pride. Kaj pa, če gremo nazaj k dolžini člankov, Felix je izpostavil tukaj recimo Ano Schnabel v primerjavi z Lojzetom Kovačičem, ki pač še ni dodelano geslo, ampak čisto v vsebinskem smislu, ali ste kategorizirali, bom rekla, posamezna gesla? Ste rekli, to geslo pa zasluži, ne vem, toliko in toliko znakov, to geslo zasluži toliko in toliko. Ali je pač to odvisno od vsakega posameznega sestavljalca? Skratka, sprašujem, ali ste v bistvu delali hierarhijo, recimo neko uredniško, ali imate nek enoten model, koliko znakov pa do koliko pa koliko ne več, recimo? Ne, nismo imeli ne hierarhije, ne modela. To je bilo čisto odvisno od informacij, ki so bile na voljo, pa tudi od samega avtorja, koliko je pripravljen napisati. Včasih v bistvu je šlo bolj za posamezne informacije, ki mogoče naj ne bi imeli toliko teže v posameznem članku, ampak glede splošne dolžine ni bilo navodilne. Kaj pa, kakšen je bil pa material pravzaprav, ki ste ga našli? Recimo, ukvarjali ste se tako z starejšo slovensko literaturo, kot z novejšo literaturo in znam si predstavljati, jaz sicer nisem sama brskala in sestavljala gesel, ampak znam si predstavljati, da o enih avtorjih, kot si že omenil, Felix, najdeš več, o drugih manj. Mogoče Tina in Liza, se vama je zdelo, da sta pri vajinih geslih, pa lahko tudi navedeta, kaj sta konkretno, katera gesla sta delali, ste naletele na kakšne težave, ste našli dovolj materiala? Ja, če lahko začnem. Različno je bilo, totalno različno. Mislim, zelo hvaležna sem bila, če avtor ali pa avtorica ima svojo spletno stran. To je še super. Seveda nekaj imajo, druge ne. Jaz imam poseben primer, da sem imela Petra Mlakarja za geslo. In na začetku skoraj nisem nič našla, pa tudi niti nisem našla kontakta na internetu, da naprimer lahko kontaktiram avtorja in vprašam, ali imam nek kratek intervju. In sem slučajno v Ljubljani, poletje seveda, in sedim na kavo s prijateljem in povem o projektu in mi pove, ja,
moja prijateljica je njegova asistentka in tako sem jaz prišla do kontakta in na koncu sem se pogovarjala s njim kar dolgo na telefonu. In ne vem, s drugo avtorico sem se pogovarjala preko mailu, pa sem našla vse na internetu, pa ja, totalno različno. In to je bilo tudi zelo zanimivo, kako prideš do informacij in kako raziskovaš naprej. Liza? Ja, jaz sem se pač dela lotila na precej pragmatičen način, tako da sem natipkala ime v Google po eni strani, po drugi strani pa tudi v iskalnike slovenske elektronske knjižnice, mislim, da so slovenske digitalne knjižnice, potem knjižnice Univerze v Celovcu in na srečo sem tu v Celovcu in imamo tudi slovensko študijsko knjižnico, tako da sem imela jaz na razpolagi kar veliko različnih virov. Je pa seveda tako, da se ti viri razdelijo različno glede na to, ali je avtor v Sloveniji že kar uveljavljen ali se še uveljavlja. In tako je večinoma tako, da se o novejših ali sodobnejših avtorjih najde veliko na spletu. Predvsej zanesljive so potem spletne strani naprimer Društva slovenskih pisateljev ali različnih založb. Je pa zelo škoda, da je seveda vse, kar se najde, ali skoraj vse, kar se najde, je v slovenščini, kar za nas ni problem. Ko pa navajaš potem v članku vire, da bi se nekdo lahko poglobil, je težko, ker nemški bralec bo morda še razumel angleško, slovensko seveda ne. In to je po mojem nekaj, kar bi se lahko tudi malo popravilo, ker so naprimer tudi informacije omenjene strani Društva slovenskih pisateljev, tako da so v slovenščini veliko obširnejše. Torej, da so informacije v slovenščini obširnejše in v angleščini zelo skrajšane. Tako da bi bilo to morda nekaj, kar bi se tudi v nadaljevanju ali v prihodnosti dalo popraviti ali izboljšati. Se res zelo dobro istočnico sem spet dobila, ki je sicer nimam na svojem konceptu, ampak tako se pač razvijajo pogovori. In sicer ste preverjali, kaj pa pravi angleška Wikipedija, kaj je na angleški strani, kaj se dobi tam, kakšni so tam članki. Je to šel kdo gledati oziroma mi lahko kdo da kak posnetek stanja? Ja, to je spet zelo heterogeno, ne? Kar je tudi odvisno od različnih dejavnikov. Če ima avtor prevod oziroma nekaj prevodov v angleščino, je verjetnost, da ima članek v angleščini seveda večja. Ne, ampak to v bistvu ni nujno, ne? To je lahko pogojeno tudi z zasebnimi projekti, recimo, če avtor pozna nekoga, ne? Pač jaz sem videl zelo veliko različnih člankov in pač tu ni enotne slike, pač ne morem podati enotne izjave o tem, ampak seveda obstajajo tudi v jezikih, v katerih tega mogoče ne bi domnevali. Ne vem, vem za en primer, da je v nekem arabskem jeziku je bil članek, ne vem v katerem, pač ne vem, no, v glavnem nekem jeziku, v katerem pač ne bi domneval, da bi obstajal članek. Seveda je pa tudi veliko škrbin pri tem, ne, da so članki zelo kratki. Ja. Ampak ti bi še nekaj povedal o tem, kakšni viri so sprejemljivi za Wikipedijo, kakšni pa ne. Ja, jaz nočem biti preveč kritičen, ker sem prej že povedal eno zelo kritično točko in kar se tiče teh izjav samih
dotičnih avtorjev, ne, jaz to tudi vidim kritično, ker Wikipedija že v osnovi odpira vrata avtobiografijam. Da avtori sami prispevajo informacije. To je tudi glavni problem pri biografskem pisanju. Ne? Vse informacije na neki točki prihajajo od samih oseb. Ne? Pač to je, v bistvu so oni glavni vir. Na neki točki pridejo javnost in to pač na različnih mestih, ob različnih priložnostih. In s tem moramo delati. In jaz sem imel en primer, ko sem objavil članek in je ena anonimna oseba potem zelo močno posegla v članek, ker je razpolagala z zelo natančnimi informacijami o dotični osebi. In seveda jaz nočem nikomur delati krivico, ne? Ampak jaz sem na Wikipediji se vidi IP naslov osebe, ki nekaj ureja, tudi če ni prijavljena, in jaz sem poiskal ta IP naslov in je iz istega mesta, v katerem stanuje oseba, o kateri je bil članek. Se pravi, takšne stvari se tudi dogajajo, ne? In to moramo videti kritično, ker na angleški Wikipediji obstaja posebna stran v tem, da Wikipedija ni namenjena avtobiografijam. Da je to je veliko lažje na Wikipediji, kot pa v klasičnih biografskih delih. Ne? Ampak hkrati vidim prihodnost biografij absolutno na Wikipediji. Ne? To sem hotel reči prej. In sicer mislim, da je zadnji poskus nekega celotnega biografskega dela v slovenski književnosti iz leta 1996. To je slovenska književnost. Ne? In od takrat naprej so nastajala samo še bolj specifična dela, ne? Recimo, ne vem, Literarni atlas Ljubljane pa to. In problem je v tem, da se vedno pojavljajo novi avtorji, ki so relevantni in jih je vedno več, ne? Zaradi hiperprodukcije pa to. Hkrati pa starejši avtorji ne izgubljajo relevantnosti in je število avtorjev, ki so relevantni za biografsko delo, vedno višji. Ne? In zato je prihodnost teh biografij absolutno na spletu. Zato, ker je možno ažurirati vedno in povsod. In kot si rekla, Tanja, je to tudi za veliko ljudi prvi vir. Ne? In zato moramo pač najti način, da izdelujemo kakovostne biografije za Wikipedijo in zato je ta projekt tudi tako zelo pomemben. In mogoče kar se tiče virov, seveda je danes večina virov na spletu, absolutno, ampak predvsem, kar se tiče starejših avtorjev, imamo tudi zelo kakovostna knjižna dela. Ne? In to je seveda na nek način na Wikipediji mogoče še bolj zaželeno kot pa spletni viri, ampak mi imamo tudi problem, da se ne nahajamo v Sloveniji, sicer študijske knjižnice v Celovcu ali pa na Dunaju, v Gradcu zelo dobro opremljene, ampak vsega pa tudi nimamo in zato je pač splet še vedno najbolj relevanten vir, bi rekel. Ja. Smem nekaj povedati k temu. Ne? To je tudi nekaj, kar vpliva na izbor gesel. Ne? Če lahko izhajamo iz tega, da niso nam viri dostopni, bomo bolj nagnjeni, da to preložimo na poznejšo stopnjo projekta, takole bi rekel. Ne? In letos ali pa lani je bil tudi ta problem, da knjižnice niso bile vedno dostopne. Ne? To tudi. Ne? Sem sam izkusil to. Ne? Ampak v okviru tega, kar je bilo možno, smo seveda to ukoriščili tudi. Ne? Seveda, ne? Ena zelo dobra zadeva je seveda DLIP, ne? Ki imamo vedno na razpolago, to že. Ne? Druga zadeva pa je ta, ne, glede virov, da moramo biti zainteresirani v to, da podamo po možnosti vse nemške vire, ki jih najdemo za dotičnega avtorja ali karkoli. Ne. Za to gre. Ne.
Ampak seveda lahko citiramo, če so samo slovenski viri, pa je to ne? Ja, ena taka stvar, pri kateri pa sem sama sodelovala, sicer v enem zelo mini delčku pri par geslih, je recimo slovenski biografski leksikon, ne, ki je pa tudi seveda dostopen po spletu. To je ena stvar in je tudi, se mi zdi, taka relevantna referenca. Po drugi strani pa je recimo uredniška ekipa slovenskega biografskega leksikona podatke zbirala na način ankete, vprašalnika v bistvu, ki so ga pač poslali določeni osebi, za katero so pripravljali članek. Teda to je tudi ena taka varianta, kjer pridobiš pač potem mogoče bolj uniformirane, če tako rečem, ne, informacije, ker smisel slovenskega biografskega leksikona, pa verjetno tudi tovrstne leksike, je pač tak, da ima neke točno določene informacije na točno določenih mestih, kar pa po drugi strani pri Wikipediji vseeno ni toliko strogo uniformirano, ne bi rekla. Ampak to utegne biti tudi ena velika prednost, da ni tako uniformirana, ne? Ker včasih imamo avtorico, naprimer, ne vem, pri kateri je nek biografski detajl zelo važen, ne? Ali pa avtorja, pri katerem je ravno, ne vem, povezava na nemško področje zelo važno, ne? In če to vse uniformiramo, ne, nam veliko tega odpade. Ne, ker so takšni detajli, podrobnosti, ne, ali pa obrobnosti včasih, ne, ki jih pa vendar tukaj lahko vnesemo v smislu pripovedi. Veš, da nastane pripoved. Ne, tak članek na Wikipediji mora biti zanimiv. Ne, predvsem to bi rekel. Ne, zanimiv pa substančen. Kako se pa pravzaprav spopadate s tem, ko vam lahko, če malo poslovenim to frazo, nekdo v handwerk fuša? Mislim, da nekdo popravlja to situacijo, ki jo je omenil že Felix, sta se Liza pa Tine mogoče tudi srečali s tem, da sta videli naknadno, da so vstavljeni neki pač popravki. Mislim, kako je pravzaprav, ne vem, greste popravljati nazaj, brišete, ker je to, ne, pač, mislim, to ni zaprt vir, ne, pač vsak lahko kaj dodaja. Zdi se mi zelo pomembno to tudi, kar je Felix rekel, ne, gre za sestavo avtobiografije, ki pa jo lahko nekdo do neke mere tudi fikcionalizira, če tako rečem, ne, čisto literarno, ne. Ja, seveda. Ja, jaz sem si ogledal, lahko jaz. Ja, si. Jaz še vedno razmišljam. Okay. Jaz v bistvu še redno preverjam, kako je zdaj s temi članki, ne? Kdo jih je spremenil, oziroma a so kakšne spremembe. In sem opazil, da se v bistvu večinoma lotevajo sprememb osebe, ki sploh ne znajo slovensko in ki se ne spoznajo na slovensko literaturo, ampak se bolj osredotočajo na formalnosti, ne, na napake oziroma na formalne nepravilnosti. Se pa pogosto srečujem s tem, da več ljudi uvršča slovenske pisatelje v kategorijo Jugoslovan, ne. Članke se pa vedno uvrščajo kategorije in nekdo vedno dodaja kategorija Jugoslovan, če je oseba rojena pred letom 1991. In ja, pač to kaže, da se pač, da to se mi tudi zdi problematično, da lahko sodeluje vsak. To je lahko dobro, če popravljajo stvari, če popravljajo napake, ne? Ampak je lahko tudi slabo, če se ljudje ne spoznajo, ker ta kategorija Jugoslovan ne pove absolutno nič, ne? Ker se jaz pač predpostavljam, da se osebe same ne bi opredeljevali kot Jugoslovani, ne? In zato se mi to zdi problematično. To je pač en vidik tega, ne?
en primer. Stvarno je tudi napačno. Ne? Jaz sem se tudi rodil v Nemčiji, ne? Ampak zato nisem Nemec, ja, Avstrijec sem. Ja. Prosim, Martina. Jaz sem zdaj razmišljala o tem in mislim, ne bom kontrolirala člankov zdaj vsak dan, ampak če bom spet brala članke, katerega sem jaz pisala in vidim napako, bom pisala Felixu. Ne, ampak potem bom verjetno kontaktirala Ervina pa Felixa in tudi Liso in se pogovarjamo o tem, ali to je zdaj prav ali pa ne, bi tako naredila. Če je huda napaka, ja, ok, če pa so neke detajle, kot recimo, mislim, odprt vir je, no? Tako. Ja, In to, kar si povedala, je izredno važno, ker Felix objavlja vse članke pod svojim imenom. Ja? Ja. To je še en vidik, ki je pomemben, po moje. Ne? Ampak mislim tako, kot so starejši članki odprti aktualizaciji, ne, je vsak naš članek tudi odprt aktualizaciji. Ne? In mislim, da se splača od časa do časa preveriti, ne, kaj se je zgodilo. Mislim, v največ primerih ne bo nič. Ali pa samo formalnosti, podrobnosti. Ne? Ampak, če se je kaj zgodilo, se splača tudi, ne vem, debatirati. No? Liza, imaš ti mogoče še kaj za dodati? No ja, meni je malo nerodno, ker tega do sedaj še nisem delala, torej še nisem preverila, ali so se pač moja gesla spremenila. Je pa to dobra točka in mislim, da bom to v nadaljevanju tudi tu pa tam spremljala. In ja, edini, ki mi je pač, kako si rekel, fušal v handwerk. Ampak to še v času nastajanju je bil, ja, v času nastajanju je bilo že tako, da sem pač svoja gesla poslala Ervinu, ker ima on pač veliko več izkušenj kot jaz in enostavno po mojem zna bolje, kar je to, kar je bistveno. Jaz sem namreč bolj radovedna oseba, recimo, meni se zdijo podatki pomembni, ki za nekatere druge morda niso. In zato se mi je zdelo res fino, da nam je dal Ervin feedback in da smo to na nek način tudi, da je bilo tudi timsko delo, ne? Da smo dobili povratne informacije in smo jih takoj lahko uporabljali za naslednji članek, za naslednje geslo. Ja. Zdaj pa, ker namreč se mi zdi, da smo se kar zaklepetali, kolikor sem malo poškilila na uro, bi zaokrožila tale naš izjemno zanimiv pogovor, ki je v bistvu odprl po mojem še več dilem in vprašanj, kot je dal odgovorov, ampak nekako se mi zdi, da bo tim, upam, da ostal tak, kot je. Imamo namreč neko prihodnjo vizijo projekta. Ervin je že vmes omenil, da smo ta projekt na Društvu slovenskih književnih prevajalcev prijavili tudi v sklop programskih sredstev Javne agencije za knjigo in prvo programsko leto je bilo leto 2020. Zdaj nas čakajo, če bo vse po sreči in se ne sesuje popolnoma celotno področje kulture v Sloveniji, nas čakajo torej še 3 programska leta. Nekako smo v viziji zastavili v številkah, da bi vsako leto nastalo nekje od 40 do 50 gesel ali pa bi se jih prenovilo, kakorkoli. Zdaj me pa zanima, Ervin, Felix, kaj sta načrtovala za naprej, kakšne vsebinske prenove, razširitve, koga moramo vključiti, pa še ni? Ja, o konkretnih imenih bi zdaj ne govoril, ne, ker nimamo, ne vem, nimamo uredniškega načrta za leta, nimamo tega, ne, iz leta v leto delamo, ne, ampak kar se nam zdi važno, da je to, da razširimo ta spekter
gesel, tudi na inštitucije in na nagrade. Na inštitucije zato, ker so glavni posredovalci ali glavne posredovalke tudi med literaturami, ja, a nagrade pa zato, ne, ker tam imaš možnost, da naštevaš imena. In to je važno za Wikipedijo, ne, ker imaš povezave. Ne, Ja. to je. In tako nastane ena mreža. Mreža, ne? Ja. 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 Razen tega, ne, da je nagrada tudi, ne vem, neko znamenje za to, ne, da kaj šteje in kaj ne, ne. Ampak mislim, bolj važno je ta prvi vidik, ne, da imaš povezave. Ne. Prosim, Felix. Ja, se strinjam s tabo, ne? Ker imamo skoraj v vsakem članku navedene neke nagrade, predvsem seveda Kresnik, ampak tudi druge nagrade. In ja, je to pomembno, ne? Da se lahko ljudje pozanimajo o tem, kar to sploh je, kaj to pomeni, ja? Če oseba dobila Kresnikovo nagrado. Ampak tudi, če odpreš sam članek neke nagrade, pač ne vem, če si mogoče oseba zaželi, da bi videla 10 najboljših romanov zadnjih 10 letih v Sloveniji, ne? Da ima neko pač, ja, to je že zelo dober vir za take informacije in zato takšni članki absolutno zelo pomembni. Ja, saj smo itak že omrežene v tem sklopu slovenske literature. Ne, to je, ali ni tako, ne? Na Wikipediji je ta sklop slovenske literature. V kategoriji, misliš? Ja, kategorija. No. Ja, že, sam to še ne pove nič o relevantnosti, ne? In jaz sem se zdaj pač navezal na nagrade. Ja, to je zelo zanimivo, verjetno tudi za kakšne tuje založnike, ne, ki iščejo mogoče kakšna dela, pa bi radi pogledali, a je to delo bilo na nek način priznano, ker nagrada je vseeno ta mogoče prvi javni vidik, ne, nekega priznanja. Ne. Tako je. Tako. In tudi inštitucije, ne, to so pač te točke, ne, ki jih lahko kontaktiraš, ne, osebe, ki jih lahko kontaktiraš, kjer dobiš informacije, vse to, ne, ki delijo tudi nagrade, seveda. No? Mislim, da na ta način lahko nastane nekaj zelo dobro, nekaj zelo dobrega. Yeah. In v bistvu je tudi tako, da imajo konec koncev nagrade in priznanja vedno psihološki učinek na bralca, ne? In če jih samo navedeš in bralec nima pojma, ja, seveda bere, to je neko priznanje, ampak če ga sploh ne pozna, je lahko neka nagrada iz šolskih časov, ne? Nekako se to mora dati v kontekst, v neki kontekst, po mojem. Ker so si avtorji tiste nagrade zaslužili, ne? Ni nekaj, kar so jim kar podarili. Ja, kontekst pa nastane preko povezav. No? Ja, mislim, da smo na koncu našega pogovora. Imate mogoče še kakšno zaključno misel za na pot novemu letu Wikipedije? Srečno pot in fina gesla, ali kako? In več informacij. Jaz bi pozval še več ljudi k sodelovanju, ne? Ker mislim, da smo danes videli, zakaj je to pomembno, pisanje za Wikipedijo, da je prihodnost biografij, literarnih biografij absolutno na spletu, na Wikipediji. In zato je tudi zelo zaželeno, da čim več ljudi, ki imajo to znanje, ne, ker obstajajo, da bi tudi prispevali k temu. To si želim za novo leto. Pa srečno novo geslo. Ja, v duhu, tudi jaz srečno novo geslo in srečno vse večjemu številu piscev teh gesel, ampak kvalitetnim piscem teh gesel. Lepa hvala vsem za pogovor. V bistvu ste vsi onkraj slovenske meje, tako da pač žal letos nadaljavo, kar si jaz želim,
pa je to, da se bomo morda letošnje leto, vsaj nekje do konca leta, lahko pogovarjali v živo, naredili mogoče celo kakšen interaktivni projekt, da predstavimo to naše oziroma predvsem vaše delo, ki je izjemno pomembno, izjemno poglobljeno, in kaj naj rečem, v imenu slovenske literature verjetno se vam lahko zahvalim za to delo. Držim pesti torej za to leto, mi se itak še slišimo po mailih in telefonih. Vsem gledalcem pa lep pozdrav in kot rečeno, kliknite na Wikipedijo.